Pozdravljeni, z vami sem Minka Marija in danes bomo govorili o tem, kako si pomagati pri težavah z visokim krvnim tlakom. No, mogoče za vse tiste, ki imate nizek krvni tlak, če vam nagaja pritisk, da imate premajčkega, prenizkega, pomeni, da ste podhranjeni z B-vitaminom. Tisti, ki imate pa previsokega, ste pa podhranjeni skoraj z vsem. No, lejte, zdaj tukaj je knjiga, Ko imajo moški hormoni žur, in tukaj na strani 78 govorimo o magneziju. Ja, prvi mineral, ki manjka človeku, ki ima pritisk, visok krvni pritisk, je magnezij. In poleg povišanega krvnega tlaka je tukaj zaradi še utrujenost, slaba koncentracija, nezmožnost hujšanja, mišični kršči, šibki nohti. V glavnem, magnezij je ključni mineral, ki pomaga pri celični presnovi, je vžigalca v celičnih elektrarnah, mitohondrijih, in brez magnezija ni energije in dejansko tudi ni normalnega pritiska. V bistvu mineral ne bomo še pogledali, ampak druga stvar, kar je pomembno, je pa tukaj še C-vitamin. C-vitamin je pa drugi tak ključen antioksidant, ki je potreben ne samo za te mitohondrije, da imamo energijo, ampak zadržuje, izničuje, zavira proizvodnjo homocisteina, to je pa snov, ki povzroča tiha vnetja na celični bazi. No, in v glavnem, C-vitamina potrebujemo vsaj 1000 mg na dan, in v bistvu to so moje tele 3 tabletke na dan. Tako da recimo nekdo, ki ima visok krvni tlak, kaj mu priporočam? Vsaj 3 C-vitamine na dan. Druga stvar, mu priporočam vsaj 3 omega-3 na dan in seveda kalcij z magnezijem in D3 vitaminom. Zdaj pa zakaj ta kombinacija? Zato, ker D3 vitamin pomaga pri vezavi tako kalcija kot magnezija, kalcij pomaga pri razstrupljanju in v glavnem deluje tudi na krčenje, na spodbujanje, dejansko na cel ustroj v našem telesu. In naslednja zadeva, potrebuje tak človek, ki ima težave s pritiskom, z visokim krvnim tlakom, še česnove tablete, zato da zajezi vnetje na celični ravni. Ampak pojmo zdaj majčkeno bolj podrobno pogledati v knjigo, Ko imajo moški hormoni žur. Se pravi, prva stvar je magnezij. Nemirne roke, noge, občutek gomozenja po celem telesu, nespečnost, živčnost, depresija in tudi povišan krvni tlak. Viri v hrani, seveda, magnezija lahko kar nekaj dobimo, če jemo fižol, stročnice, lečo, semena, proseno kašo, pač vse, kar so semena, vsebujejo semena tudi magnezij. No, magnezij se pa naprej, pač je potrebno imeti v telesu še druge minerale, zaradi tega, ker recimo, če vam manjka kroma, in krom ga dobite v hrani največ v gobah, v pšeničnih kalčkih, telečjih jedrih, pivski kvas. Zdaj pa pomislite, a jeste vsak dan gobe, pšenične kalčke, telečja jedra in pivski kvas? Pač po večini kroma nam manjka. Krom, pa kdor ga ima premalo, ima, se pravi, opozorilni znaki o pomanjkanju kroma, sladkorna bolezen, ateroskleroza, visok krvni tlak, visoka vrednost slabega holesterola in trigliceridov in prenizka stopnja dobrega holesterola. Naval volčje lakote, to je tisto, a veste, ko prideš do hrane, ko se ne moreš ustaviti in ješ, čeprav ti možgani govorijo, pa dovolj, enostavno ne moreš nehati. To je pomanjkanje kroma. Zdaj pa, kje dobite pri meni izmed prehranskih dopolnil krom? Krom ga dobite najlažje v formuli 4. Jaz vam povem iz lastnih izkušenj, odkar uporabljam formulo 4, se mi je ta volčja lakota enostavno zmanjšala. Res je, da uporabljam tudi to, da jem na 2,5 uri do 3 ure, ampak načeloma tega, da bi pojedla še hladilnik zraven, se mi ne dogaja več. Ker nekoč sem bila pač neprestano lačna. No, potem naprej. Če vam manjka kroma, se pravi, imate težave z visokim pritiskom. Potem pa naprej. Kalij. Kalij, visok krvni tlak, slabši refleksi, pojav alergij, zastajanje vode v telesu, bolečine v mišicah, izguba orientacije, srčna aritmija ali možganska kap. Lahko tudi možganska kap. Se pravi,
Kalij ga načeloma dobimo v vsej temnolistnati zelenjavi. Se pravi, ta trenutek, radič, pač če ga imate še vedno na vrtu, super, zelena, peteršilj, seveda čim bolj domače. In ja, kakor bo regrat, je to super. Ampak mogoče ta trenutek smo mogoče majčkeno podhranjeni s telim kalijem in ga nujno potrebujemo. Še en tak nasvet, kalij se nahaja v vseh zeliščih. No, potem pa naprej. Recimo, kdor ima pomanjkanje kalcija, ima mišične krče, bolečine v križu, neenakomerno bitje srca, trzanje mišic, neprijeten telesni vonj. Se pravi, kalcij ga načeloma lahko dobimo v vseh semenih, predvsem se pa nahaja v mlečnih izdelkih. V glavnem, to so zdaj ti minerali, ki so potrebni za znižati pritisk. Kaj bi jaz naredila, če bi se to šlo zame? Ali pa če bi se šlo to za mojo mamo? Formula 4, poleg tega pa še ta prehranska dopolnila. Omega 3, kalcij, magnezij, C vitamin, pa dala bi še česnove tablete. Ni treba veliko, velike količine, bolj je pomembno, da vsak dan vzame taka oseba nekaj od prehranskih dopolnil oziroma kombinacijo in stanje vnetja na celični bazi se hitro začne izboljševati. No, zdaj pa dajmo še eno stvar pogledati. Vitamin B6. Vitamin B6, kdor ga ima premalo, to ne piše tle gora, veste, nimamo displeja in ne piše, manjka ti vitamina B6. No, če vam ga manjka, vitamin B6, imate, naenkrat vam izpadajo lase, ste utrujeni, slabokrvni, imate nerazložljivo potrtost, nespečnost, vse vam gre na živce, občutek ohromelosti v rokah in nogah, luskasta koža, razpokani očesni in ustni kotički, težave z zastajanjem vode v telesu, lahko tudi težave z uriniranjem in imunska oslabelost. In zdaj, če gledamo, da prav vitamin B6, komur ga manjka, dejansko se zgodi to, da se hrana ne spreminja v energijo, ker vitamin B6 je potreben za, no to je pa še en tak vitamin, ki je potreben za proizvodnjo energije, in ker celice dobijo ukaz oziroma sporočajo, da nimajo energije, mi začnemo posegati po nezdravi hrani, namesto da bi jedli zdravo hrano. No in zdaj, če gledamo viri v hrani, vitamin B6, jajca, jetrca, orehi, arašidi, špinača, zelje. Pač tega premalo pojemo in zanimivo je, da ljudje, ki jim manjka tega minerala, postajajo lahko tudi verbalno ali fizično agresivni. In samo enega vitamina jim manjka. No, potem naprej, recimo vitamin B5, težave s koordinacijo gibov, razpokani ustni kotički, krči v rokah in nogah, migrenski glavoboli, občutek izgorelosti, spadanje las. To je v glavnem, gledajte, brez vitaminov ni zdravja. Vi lahko meditirate, pozitivno razmišljate in tako naprej, ampak vaše telo potrebuje ključne vitamine in minerale. In če jih nimate, zdaj računajte, da stres in stresni hormon praktično pokurta vse vitamine, vse minerale in potem jih zmanjka za obnovo. In danes je ogromno ljudi, nažalost tudi otrok, že s prekomerno težo in tudi s povišanim holesterolom in tudi s pritiskom. Tako da v glavnem vse skupaj kaže močna hranilna podhranjenost. Zdaj, kaj bi jaz priporočila otrokom, ki ima težave na splošno z prenajedanjem, slabo hrano? Jaz bi otroku dala Provitality Plus, poiščite na moji spletni strani srečnoživljenje.si. V glavnem, dala bi otroku Provitality Plus, eno vrečkico tik pred spanjem. No, recimo, moja Sara, ta starejša hčerka, je bila leta in leta slabokrvna in pol je bilo tako, enkrat sem ji enostavno rekla, zdaj pa vidiš, vedno znova pristajaš na tej slabokrvnosti, se ti ne zdi, da je čas, vsak dan pred spanjem eno kapsulo Formule 4. In dejansko ona to zdaj uporablja in tudi odkar je imela operacijo na slepiču, uporablja probiotike in dejansko se je stanje izboljšalo. Dejansko ni več slabokrvna. Prej je bilo pa kar naprej, je povzela to slabokrvnost. Enkrat se spomnim, še v Škofji Loki,
sva šli na sprehod v gozd in je majčken pač klančine, nič posebnega. Ona je sopihala kot stara mama. In če koga poznate, ki ima tako sapo, da je zadihan, da ne more hoditi v breg ali pa po stopnicah, je velika verjetnost, da vam pomanjkanje železa in s tem seveda pomanjkanje hemoglobina. In kot veste, železove tablete ne pomagajo. In zakaj ne pomagajo? Ker spet potrebujemo za vezavo železa, potrebujemo baker, potrebujemo B12 vitamin in potrebujemo C vitamin, da sploh pride do vezave. In ko pride do vezave, se zgodi verižna reakcija in kri se izboljša, ne vem, v 10 dneh. No, podoben primer imam tudi z mojim očetom. Tako močno se mu je vrtelo v glavi. Zdaj tisti, ki spremljate moj kanal, veste, da imamo pri nas doma veliko kmetijo. In enkrat je oče rekel, veš, toliko se mi vrti v glavi, da sem padal v jaslo. Se veste, kaj je jaslo, ne? K biku. In sem se zavedel, ko me je bik lizal po licu. In takrat tisti trenutek nismo neke pozornosti dajali na to, da je pač atu slabo, ampak potem je pa imel eno nesrečo in takrat smo pa dejansko začeli ukrepati. In takrat dejansko sem potem z zdravnikom govorila in sem rekla, da jaz bom poskusila na moj način. Če ne bo šlo na moj način, boste vi šli na vaš način. In v glavnem sem mu dala C vitamin in formula 4 in očetu se je kri izboljšala v parih dneh. V 10 dneh je imel že skoraj 120 hemoglobina. Tako da prej je pa imel okrog 100. Pač tako neverjetno, kako hitro pride do izboljšanja. No, zdaj pa, če pogledamo pri starejših ljudeh, kaj je še pomembno za dobro počutje. Recimo en mineral, o katerem mogoče premalo govorimo, to je mineral cink. Ker poglejte, kdor ima težave na splošno, moški s prostato, ženske z vnetji, kdor ima težave z imunskim sistemom, potem poslabšanje sladkorne bolezni, pojav krčev, depresija, izguba vonja in okusa, to je vse povezano s pomanjkanjem cinka. Cinka potrebuje absolutno, več ga potrebujejo moški kot ženske, ampak ženske brez cinka ni hormonskega ravnovesja. No, naj vam povem, da jaz odkar uživam pač prehransko dopolnilo, taka škatlica je cink. Odkar uporabljam cink, se mi je stanje hipofize izboljšalo, tudi tako nekako mi bolj teče beseda in vemo, da hipofiza je pa ne nazadnje povezana z vsem hormonskim ustrojem po celem telesu. V osnovi je hipofiza glavna žleza za nadzorovanje hormonskega stanja in ženske in moški. Kdor ima težave s hormoni, ja, mogoče vam manjka cinka. No, potem naprej, da vidim, kaj sem tukaj noter. Tu je vse iz knjige, ko imajo moški hormoni žur. Potem je pa naslednji mineral, to je pa silicij. Silicij, no o tem pa spet premalo govorimo. Silicij je ključni mineral za razstrupljanje, poleg tega je pa ključni mineral za obnovo tkiv. Dejansko silicij deluje na vezna tkiva, deluje na odvajanje vode iz telesa in zdaj, če pogledamo opozorilni znaki o pomanjkanju silicija, so lomljenje nohtov, pomanjkanje solzne tekočine, slabšanje vida, težave s sluznico, želodca, črevesa, pljuč, nosnih votlin, osteoporoza, zmanjšana vsebnost vode v veznem tkivu. Vezna tkiva se vam začnejo sušiti. Solzne tekočine ni, ampak po drugi strani vam pa zastaja voda v telesu. Pogosta vnetja kit, sklepov, pojav protina, artritis, se pravi, v bistvu začnete propadati na nek način. Težave z dlesnimi, z zobmi, težave z dihanjem, kolcanje, prebavne težave, potem pojav bolečine na desni strani pod rebri, bolečina v žolčniku, potem oslabljen imunski sistem, nagnjenost k alergijam. V glavnem, silicij je mineral, ki deluje na vse žleze, to je mojster razstrupljanja, ker dejansko veže nase vse kisline in se potem na podlagi silicija in kalcija naredijo soli in te soli dobesedno polulamo. No, potem naprej, selen recimo,
težave s plodnostjo, naval vročine in nočnega potenja, možganska megla, prezgodnje staranje. No, potem naprej žveplo, no to je zdaj še en mineral, ki je mineral razstrupljanja. No in poglejmo prebavne motnje, oslabljen imunski sistem, pojav aft, počasno celjenje ran, krči v mišicah. No, za vse tiste, ki bi radi več informacij o zdravju, ko imajo moški hormoni žur, drugače pa vas povabim na spletno stran srečnoživljenje.si, uporabite kodo zdravje in si zagotovite 10% popust pri nabavi prehranskih dopolnil. Jaz sama jih uporabljam že leta in vam povem, da ja, dobra so. Tudi moji starši jih uporabljajo, moji otroci jih uporabljajo. Dejansko to je nekaj, kar je v naši družini stalnica. Tako da, ja. V glavnem, danes kanček zdravja. Uživajte in vse dobro vam želim.